Drugi dan zaslišanj, vse oči oprte v Francija Matoza. V kar enourni predstavitvi je napovedal številne načrte, med njimi racionalizacijo delovanja celotne javne uprave s pregledom utemeljenosti števila obstoječih organizacijskih enot. Vse to pomeni, da vkolikor bo potrebno, bodo določena delovna mesta ukinjena zaradi podvajanja. Ter ločen plačni sistem za policijo, vojsko, zdravstvo, izobraževanje in kulturo ter socialno-varstvene storitve. Prejšnji vladi očita neaktivnost s področja migracij, tudi zato bo nadzor nad nezakonitimi prehajanji meje pod njegovo roko strožji. Dosledno bomo zavračali migrante, ki niso begunci in ki v Slovenijo ne vstopajo iz nevarnih držav. Ali se boste lahko distancirali od ali pa izločili iz vseh možnih postopkov okoli Black Cuba in povezavi z Janezom Janšo? To mislim, da pač sem že 10-krat pojasnil, pa ne bom še 11-tič pojasnil, pa da ni kakršnega konflikta interesov. Znova pa ni šlo brez zapletov glede trajanja hearingov. Po 3 urah je Mahnič namreč na glasovanje dal sklep o primernosti kandidata. Po besednem dvoboju Svobodino Leno Grgurevič pa spor sklenil. Jaz bi mogoče kandidata za ministra prosila, glede na to, da se... Gospa Lena Grgurevič, prosim, da se izključite in da se nehate v tem parlamentu obnašati kot najhujša huliganka na nogometni tekmi. Ok, zaradi tehničnih težav prehajamo na ročno glasovanje. S tem pa naposled z dvigovanjem rok Matozu prižgali zeleno luč.